Pričujoča razstava predstavlja razvojni lok Mateja Strnina od umetno-obrtne šole okoli 1890 pa vse do smrti 1949. Za to priložnost smo izbrali 74 slik in skoraj 150 del na papirju. Postavljeni sta ti dve razstavi sicer ločeno, vendar drugo pomenljivo dopolnjujejo, kajti najzgodnejši opus je ohranjen predvsem v risbah in v njem vidimo, kako je Matej Strnin opravil svoje šolanje. Pravzaprav edini od svojih impresionističnih tovarišev je zaključil likovno akademijo in se potem izpopolnjeval še pri Antonu Ažbetu v Münchnu. Med našimi impresionisti je nekoliko postavljen na rob, bi lahko rekli, predvsem zato, ker je zelo drugačen. Mateja Strnina namreč ločuje od njegove generacije njegov odnos do tradicije. Matej Strnin je gradil na veliki tradiciji zahodnega slikarstva, od zlate dobe beneškega slikarstva, Tiziana in Veronezeja, pa do Rubensa in Rembrandta v zgodnjem 17. stoletju, potem pa so bili zanj pomembni francoski slikarji poznega 18. stoletja, Boucher in Fragonard. In po tej liniji se je tudi med modernisti v 19. stoletju oziral predvsem po Degaju in po Felicienu Robsu, po Toulouse-Lautrecu, po nekoliko bolj simbolistični liniji, ki ga potem ločuje v njegovem načinu dela od ostalih naših slikarjev.